Zdravo! Moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Vem, da je danes kar tema tu noter, ampak pač sem si rekla, da imam vedno ful težave z svetlobo in sem rekla, vgasla bom luči, dala bom leto dol in bom prižgala mojo snemalno luč. In zdaj smo tukaj, kjer smo. Upam, da je dokaj ok. Torej, danes imam za vas en video. V bistvu šla sem spet na botox. V videu boste vse videli, zdaj vam bom probala vse razložiti, torej zakaj, kako, koliko stane in vse to. Tako da, ja, gremo kar v video. Prva stvar, ki vam bom povedala, je glede bolečine. Mene osebno to pač ne boli, je bolečina po mojem manj kot 5, teda je 4 od 10, pa še to pač ni konstantno, ker te najprej namaže, ko ste videli video z kremo, ki v bistvu ti malo umrtvi ta del in te ne toliko boli, pač ja, vseeno boli, ampak ne vem koliko bi koga drugega bolelo. Ne poznam nobenega, ki je šel na to, teda vam pač težko primerjam. Ampak mene osebno pač ni toliko bolelo. Ni prijetno, ker se te nekdo z iglo pika parkrat, ampak me dejansko desna stran bolj boli. Sam poseg stane 200 evrov na podpazduh, torej 400 evrov skupaj. Jaz sem imela popust, zaradi tega, ker sem naredila video in smo pač sodelovali in sem plačala samo 100 evrov. Tako da jaz sem vseeno plačala, tako da ni zdaj to, da imam jaz vse plačala, whatever. Pa tudi, če bi imela, za botox sem se jaz odločila prvič pred 2 letoma. Odločila sem se zaradi tega, ker sem pač ful švicala in ne da bi smrdela, hvala Bogu, ampak je vseeno bilo toliko švica, da se je pač videlo na vsaki majici in sem nosila res samo črne oblačila, ali sem se parkrat preoblekla in pač mene je to ful oviralo in tudi zdaj. Večinoma nosim samo neke temne oblačila, pa pač nekaj tega se res ne vidi. Torej, zakaj sem se po 2 letih spet odločila za botox? Je zaradi tega, ker po prvem, ko sem ga imela, mi je bilo ful super, sem ga imela nekje, držalo mi je nekje med 4 in 6 mesecev in takrat je bilo res super. Pol pa je v bistvu bilo vedno manj učinka, zaradi tega, ker naj bi delovala med nekje 4 mesece pa dlje, odvisno kak si kot človek sam po sebi, pač lahko prej neha delovati, lahko dlje deluje. In se mi zdi, da sem pač dejansko manj švicala, oziroma prišla sem na faks, bila sem drugače oblečena, mislim, imela sem drugačni lifestyle, dejansko sem hodila na faks in prvo leto nisem niti delala, teda je bilo čisto drugače. Ko sem dobila prvo službo, smo imeli pač uniforme črne in sem imela pač lahko eno dodatno majico zraven, ali pa sem si šla novo kupiti, če sem zašvicala, pa se mi je zdelo, da sem pač preveč, teda sem vedno imela neko opcijo to zakriti. Tako da ja. In dejansko prvo leto, ko sem se selila v Ljubljano, nisem glih imela dovolj finančnega stanja, da bi lahko si to privoščila, ker pač nisem imela službe. Zdaj to drugo leto, oziroma zdaj že v bistvu 3. leto, dobila sem službo, saj smo imeli uniforme črne, zdaj pa imamo druge barve uniforme, rdeče, in takoj, ko sem jaz zagotovila, da bomo imeli drugačne uniforme, prisežem, da v sekundi, ki sem to ugotovila, sem pač pisala Nobilisu, če lahko prosim sodelujemo, zaradi tega, ker jaz moram tako živeti, mene takoj postalo strah, pač vem, da je enim to tak, kak si smotana, sploh zaradi tega, ker je folk tak, se nikoli ne vidi, pa sem jaz tak, ja, nikoli se ne vidi, ker pač jaz to prekrivam toliko dobro, da se ne vidi. In jaz se ne smrtiš, ok, I get that, ampak jaz nočem imeti onih ogromnih flekov, kak sem zašvicala, ker pač mi je ful neprijetno in nimam rada feelinga, ko imam pač vse mokro. Tako da sem takoj pisala sodelovanje, dobila sem rdeče majice, en teden pa pol zdaj sem recimo delala z njimi, brez botoxa in sem si dejansko v DM-u kupila za proti švicu oziroma kot vložke za podpazduhe, za majice, ki vam bom jih pač nekje v videu pokazala. To sem zdaj uporabljala en teden torej, imela sem, sploh, oh my god, glavnem, zdaj vam povedala, kaj sem naredila, ker je pač mislim, te črne majice, ki sem jih prej imela kot uniforme, sem razrezala nekje do pač pod joškami in sem si vzela na delo 2 zraven in sem jih imela pod rdečo majico, da je pač prvo črna majica vlovila švic, kar lahko iz tega pol sklepate, da sem še bolj švicala, ker sem imela dvojno majico gor, ampak boljše kot pa eno in bi bila rdeča cela švicana. In ja, menjala sem si 2 majici, bile ste pač mokri, totalno smrdelo pač ni, ampak je bila pa mokra, pod pazuhi.
In potem sem kupila te vložke, ki so pač pomagali, ampak še vedno sem pač uporabljala jih ogromno. Menjala sem jih, glavnem, obupno. Boste zdaj videli klip videa, kjer pač vidite, da jaz vam pokažem, kaj sem imela. Bom tudi pokazala prav izdelek, kateri sem uporabljala. In pač zaradi tega sem jaz hotela imeti botoks. Jaz sem pač vedno si rekla, da ko sem prvič probala botoks in pač mi je pomagalo, sem si rekla, da če bom kdarkoli lahko bila, torej bi bom bila finančno dovolj sposobna, da bom to delala redno, torej 2-3 na leto bom jaz pač to delala, zaradi tega, ker je ful lažje meni osebno zdaj tak živeti, zaradi tega, ker jaz bi si rada kupila drugačna oblačila z veseljem, sam pač me ti fleki motijo, ker tudi na belem se vidi, na belih srajcah to se ful vidi in pač zdaj, ko imam botoks, sem spet tako, ok, zdaj si končno spet lahko kupim oblačila, v katerih se ne bom zašvicala, ker pač imam botoks. Tako da, ko ste me več vprašali, če je to vredno, meni osebno je 100% vredno. Verjamem, da je to nek zalogaj, ampak pač se pravim, je vreden vsega denarja, ki sem ga dala, pa še bo vreden tega. Dobila sem tudi vse pravim vprašanja, tako da bom v bistvu šla skozi njih par vprašanj. Zdaj, eno vprašanje, ki se mi je ful zatisnilo v spomin je bilo, ko me ena punca vprašala, če lahko gre isto za roke, za dlani. Zdaj, jaz osebno tokrat nisem vprašala zdravnika, če je to opcija, ampak vem, da ko sem bila zadnje, zdravnik mi je takrat delal, rekel, da pač tudi imajo terapije, kjer dajo v bistvu ti botoks v zapestje oziroma v dlan, zaradi tega, ker ogromno se jih poti z dlani in pač vem, da to tudi ful ovira, ker se pač vem, da je to ful ovira, jaz osebno, hvala Bogu, s tem zaenkrat nimam težav, ampak ja, koliko jaz vem, se da. Tisto bi jaz rekla, da je malo bolj boleče, kot pa pod pazduhi, ampak ne vem. Teda vam bom linkala v bistvu Nobilis spodaj in vse podatke in vse ceniki in vse od njih bom vam napisala spodaj. Si lahko pogledate, torej, zakaj se vi zanimate ali pa kaj takega. Zdaj načeloma so normalno delali, tudi v korono, zdaj času korone, zaradi tega, ker so kao zdravniška ordinacija, whatever, da so delali. Torej, gremo zdaj. Na ta botoks si šla enkrat, zakaj gre spet in kako poteka ali pomaga. Torej, ja, sem že šla enkrat, pred 2 letoma, pomaga, poteka tako, da se zmeni za datum, prideš tja, ti namažejo za to kremo, ki ti umrtvi del. Prvič, ko sem šla, mi je naredil še obris, torej kje kao švicam, tukaj mi pač tega ni naredil in sem vbrizgala ta botoks noter. Vbrizga se nekje 20krat po mojem na podpazduh in ja, boli malo, ampak ni sile. Kakšen je občutek po posegu? Sem že doma, poseg je bil tak 20 minut, če to, bom pol vse še v bistvu razložila, ampak zdaj doma in malo me podpazduh bolijo, ampak je pač tak. Ne vem, zdaj, ko stojim, me manj, ko sem se vlegla pa dala roke gor, ampak pač ful ni ved, res ni ved. Zdaj, tak desna stran je bolj boli, mislim, da me je že na zadnji desna stran bolj bolila, tako imam to bolj občutljivo stran, ampak ja. Zdaj pa še lahko malo počivam, preden imam faks. Kot ste videli v vlogu, me je recimo 2 uri potem še malo eno podpazduh bolel, torej tale, ko sem dvignila roko začer, sem imela malo tak kot neke ranice, take malo modrikaste, ampak bolelo me osebno pač ni nič. Ja, en ta desni, ko sem rekla, da me je bolj bolel, me je malo bolel po posegu, ampak pač nič resnega. To je bilo tako neprijetno občutek, bolj kot dejansko bolečina. Kako ti to pomaga in kaj je botoks? Zdaj, dejanskih technical terms ne vem. Vem, kaj načeloma botoks naredi in ti umrtvi oziroma sprosti ti te žleze, koliko jaz to razumem. Bom spodaj linkala neke raziskave, ker se ne spoznam na to. V glavnem, jaz sem se odločila za botoks, ker je najmanj tak. Nisem si upala še, da bi recimo enostavno šla prav na poseg, kjer ti oni preščipnejo to in pač nehaš popolnoma švicati, ker se pač tudi ful zanimam za to. Ampak je toliko dražji tudi poseg, pa se mi zdi, da lahko pride več komplikacij. In zaenkrat sem se odločila za botoks, pol čez čas pa bomo videli, kam me bo popeljalo. Ja, zdaj, ful je tega tabuja okoli botoksa. Botoks se uporablja večinoma v medicini, kaj mi je tu zdravnik dejansko razlagal, zaradi različnih bolezni, ki imajo ful zategene mišice in se pozabila, katero bolezen točno, ampak se uporablja za sprostitev mišic in pri terapijah in dejansko, ja, se je za lepotne operacije in vse to, ampak moj trenutni poseg
Je bil lepoten poseg, ampak ne v tem smislu, da bi jaz dejansko si imela kako večjo operacijo na sebi. Deluje občutno, ja, ful občutno, pač zdaj sicer ga imam par dni, tako da še ni ful neke spremembe, oziroma imam 2 dni, pa nisem zdaj vmes delala, ker pač zaradi korone smo zaprti, ampak se spomnim, na kak je bilo nazadnje, pač jaz od tega, da nisem nosila nobene barvne majice, da sem pač prišla do tega, da sem si enostavno kupila barvne majice in sem jih lahko nosila, kljub temu, da jih prej v življenju ne bi oblekla. Kakšen je to sploh botoks proti potenju? Ni botoks proti potenju, ampak se uporablja botoks navaden in ti ga pač brizgajo v podpazduhe in se to nehaš švicati. Ni prav posebej botoks proti potenju, ampak ti v bistvu zaspijo ti te lojnice, žleze, ki proizvajajo švic. Tako jaz to razumem. Ogromno me sprašujete za ceno, kot sem rekla že prej, je 200 € na podpazduh, kar pomeni 400 € vse skupaj. Kar če vam drži 4 mesece, to pol staro mesec. Šla sem v Estetiko Nobilis, sem objavila, sem jih tagala, bom izspodaj linka, da jih lahko najdete. Ful so super, ful prijazni, meni osebno je ta poseg delal lasnik in sem ga prvič spoznala in je pač bil ful prijeten. Ne vem, se pravim, zadnje čase imam ful dobre izkušnje z zdravniki in res so super. Ali je bolelo manj kot tetoviranje? To je dobro vprašanje, zaradi tega, ker meni tudi tatu ful ni bolelo, če po resnici povem. Jaz sem tukaj čebelico in pač mene to nič skoraj ni bolelo, tako koliko se spomnim, me mogoče po to botoks v pazu skoraj bolj bolel, ampak je tu nekje, pač meni je to taka... Ja, je bolečina, ampak jaz tem sploh ne bi rekla bolečina, zaradi tega, ker je toliko stvari, ki mene bolj bolijo na dnevni bazi, kakšna glava ali kaj takega, pač meni to ful huje, kot pa sam ta poseg, tako da vam težko rečem. Zdaj, če ne vem, nimate nekih izkušenj z bolečino ali pa kaj takega, vas bo verjetno bolelo, ampak meni se osebno zdi, da ne bi smelo biti problem. Če bi te ful bolelo, kamot reče zdravniku, se bo definitivno ustavil, bo tako kaj vrejo, bomo malo počakali, ampak se mi zdi, da dlje kot čakaš, bolj bo popustila ta krema, ki ti umrtvi del. Tako da ja. Dobro vprašanje, zakaj glih to, zakaj ne v usnice, itd. Če bi dala jaz botoks v usnice, ne bi imelo istega efekta, usnice bi povečala, meni se osebno zdi, da ne bi imela večjih usnic, kamkoli drugam, trenutno se mi zdi, da ne potrebujem karkoli drugega, mi je ok tako kot sem, tako da pač, če bi dala kamorkoli drugam, ne bi imelo istega efekta, kot pa ima v podpazduh. Nisem si jaz dala botoks v podpazduh, zato da lahko imam roke skozi gor in da si gleda, kako lepe podpazduhe imam, ker that's not true. Je učinkovito in kako so se rezultati pokazali na tebi? Torej, ja, je učinkovito, začne delovati, mislim, da po parih dneh, meni nazadnje, ko sem bila, mislim, da že takoj prvi dan ali nekaj takega. Je vredno, definitivno, meni osebno se pravim, je bilo vredno, učinkovito, bom šla še in še, tako da ja. Če imate še kakršnokoli drugo vprašanje, ki ga nisem odgovorila, ker mislim, da sem vse, ker večina itak bila glede bolečine, cene in kaj sploh je to. Tako da lahko mi spodaj napišete, bom z veseljem odgovorila na vprašanja. Ja, to je v bistvu, mislim, da to. Hej, še preden grem, spodaj vam bom linkala star video na to temo, da lahko si pogledate, ker tam v bistvu razlagam tudi o mojih težavah. Tako da zdaj vam mislim, da že 2 ali 3 videa na to temo, tako da bo linkanje od spodaj, če vas zanima še kaj več. Hvala, da ste gledali ta video, upam, da vam je bil všeč, če vam je bil ga, prosim, lajkajte, ne pozabite se naročiti na moj kanal, pa lahko me followate na Instagramu. Bi rekla, da bom postala več video, ampak to bi bila laž, zaradi tega, ker nikoli ne veš, kaj se z mano dogaja. Adijo.